Pozdravljeni nazaj. Najprej je bil zvok, najprej je bila beseda. Beseda je bila pri veru, pri Bogu. Drugi predavatelj na našem odru je mojster besede, mojster poznavanja slovenščine. Spregledana slovenščina je njegova knjiga, ki jo lahko tukaj dobite, kasneje med odmori. Tisti, ki jo še nimate, jo toplo priporočam. Je kot nekakšna Biblija slovenskega jezika. Danes pa je že tretjič z nami Metod Žunec, ki nas bo popeljal v polnost praznine in praznino spolnosti slovenščine. Prekmurec, ki živi na Krasu, Primorskem. Skratka, danes obdelamo Slovenijo z različnih perspektiv in mojster besede in zvoka, tudi glasbenik, nam bo danes popestril polnost praznine skozi pravljico slovenščine. Metod Žunec! Lep pozdrav vsem. Ko me je Vesna povabila k sodelovanju in je omenila naslov Modrost polnosti praznine, mi je naslov že predavanja dala v usta. Povabil vas bom v moj svet raziskovanja in najprej bom po kratkem uvodu vam bo predstavil pravljični svet. Najprej vam bom povedal pravljico, ki jo bom povedal še nekako dvakrat na različne načine. Enkrat skozi jezik števil, drugič pa še skozi slovenščino, ki dokazuje, da ni tako razumljena, kot jo nekako dojemamo v vsakdanjem življenju. Že sama beseda, pravljica, ima v sebi pra, narečno rečemo pravca. In že ta beseda je me navdahnila, da bi lahko začel s pravljico. Tega še nikoli nisem naredil, tako da sem to pravljico napisal prav za to priložnost, ampak z namenom, da v njej ujamem vsebino, ki jo izražajo tako števila kot slovenščina. Sama polnost praznine se nekako zdi, kot je že Vesna povedala, nasprotujoča si besedna zveza, ampak ko jo pogledamo od bližje, globje, se pokaže, da predstavlja ta besedna zveza vrata, skozi katera lahko pridemo do temeljnih dojemanj naših prednikov o vesolju, o prostoru in o odnosu človeka z prostorom oziroma praznino. Naši predniki so šli še dlje in ne, da so samo nekako se zavedali praznine in pomena praznine, ampak so hoteli praznina tudi postati. In v vsakem primeru je vsako polnjenje praznine za vsebino lahko praznik. In najbolj jasno izraža besedo to združevanje in vstop v pra, kot sama pripona, ki izraža nekaj izvornega, je praznovati. Pra, znova ti. Torej, v izvorno se vrneš ti. Znova si pri tem pra. In ljudje, ko praznujejo, polnijo vsebino, praznino za vsebino. Ko se poje, potem glas zapolni praznino tišine. Ko se pleše, potem z polnostjo giba se napolni praznina mirnosti. Ko se oplodi semenčice, zapolni praznino maternice. Ko se rodi otrok, potem se iz dvojnosti struktura spremeni v trojnost družine. In tudi nenazadnje hrana, ki spada tudi k praznovanju, pa napolni
želodec. In naši predniki so pa praznino dojemali kot izvorno polje vseh možnosti in vrniti se v to praznino z svojim poljem je za njih pomenilo vrniti se v sam izvor. In že ta predpona pra je pri nas kar bogato zastopana v besedah praznost, praznovati, vprašati, praviti, prati. Tu se pravi povezano s čistočo, s pravom pri pravdi, z pradet, prababa je bila neko polje, v katero so se vračali. Namreč sta bila pradet in prababa sta bila že toliko stara, da sta bila nazaj v pra. Njuna individualna zavest, njuno individualno polje se je spet vrnilo v izvornost. Potem pravca. Ampak poudariti je pa treba, da sama predpona pra je že sestavljena iz pri ra. In ra je v slovenščini zelo pomemben in zelo zgovoren zlog, ki ga je nujno treba upoštevati v praznini, ker praznino sam pooseblja. In pravca je tista, ki je prav vsa. Vsa izvira iz tega, kar je prav, in iz besede same se da sklepati, da so pravljice bile tiste prenašalke vedenja, izvornega vedenja prednikov iz roda v rod. Iz teh samih besed pa se tudi vidi nekako odnos do izvornega naših prednikov. Če pogledamo tukaj, je, kot sem prej omenil, vsak praznik je znova se združiti z izvornim. Spraševali so tudi tako, da zelo ša se še danes uporabljajo prleki, jaz sem ša, ti si ša, ki pomeni iti, jaz sem šel. Torej so z vprašanji se obračali na to izvorno polje, in odgovore so pa prejemali, da so vedeli iz tega poglabljanja v to praznino polje možnosti, kaj je prav, kako se premikati, kaj govoriti, da je prav, kako soditi, da bo vse v skladu s tem izvornimi počeli. In tako bom zdaj tudi prvič v življenju povedal pravljico. In gre pa tako, približno tako. V pradavnini, takrat, ko še ni bilo ničesar, je bila samo praznina. Praznina je bila ena, bila je cela, ampak bila je prazna. Prazna v svoji neskončnosti in edino, kar je ostalo, je to, da se razcepi. In ko se je razcepila, je ta praznina postala praznoba. Zato, ker sta praznini postali dve, ena je bila moška, ena pa ženska praznina. Ampak nista bili več bolj prazni, kot sta bili prej, ampak se je v globini neskončnosti se je nekaj zganilo. In tam se je zganila ena praduša enosti in ta ni bila več prazna. Ponavljala je edino to, kar sta jo naučila starša, obe praznini, praznobi. Zakaj sem to poudaril? Zato, ker ima zlog oba. In oba je dvojina. In praznoba je lahko praznoba takrat, ko obstajata dva dopolnjujoča dela, točno dopolnjujoča dela, ki tvorita celoto. No in ta praduša v globini neskončnosti praznine je nadaljevala s tem, kar sta jo naučila starša. Cepila se je. In ta enost, ta dušica s vsako cepitvijo se je približevala, se je večala in tako so se ustvarjale te dopolnjujoče polovice. In tako se je skoraj neskončnokrat razdelila, dokler za svojo povečevanjem te svoje velikosti ni trčila ob mejo med vidnim in nevidnim, ki jo je povzročila sama, s tem, da se je večala. In naslednja cepitev, delitev te enosti je bila nekaj popolnoma drugega. Zaradi sile, ko se je zaletela v mejo med vidnim in nevidnim, se je razletela, se je razpočila in v tem trenutku je tista enost
se razletela na vse možnosti in je v trenutku napolnila vso praznino z vsebino. In tako je lahko izvorna praznoba začela izkušati samo sebe in je videla, da se lahko izkuša z samo sebe preko izraza ljubezni, ker ti ljubezen ni nič drugega kot vsebina praznine. Praznini ste pa tudi opazili, da so vse možnosti sestavljene iz končnega števila počel, končnega števila enot, ki sestavljajo vse možnosti. In iz tega vzorca vseh elementov, ki sestavljajo neskončno polje možnosti, ki je zdaj napolnilo praznino, je bilo sestavljeno vesoljno kolo. In takrat, ko se je vesoljno kolo začelo vrteti, so te možnosti iz nevidnega začele prehajati v vidno in to kolo se danes še vedno vrti. Posledica prve delitve je moški in ženska in iz tega kolesa je nastal simbol, ki ga bom tudi kasneje obravnaval, to je bilo vesoljno kolo. In to kolo je tudi pomembno v sporočilnosti odnosa do vesolja. To je pravljica z besedami, ki niso členjene. Zdaj bom pa to isto pravljico povedal z števili, ampak matematiki bom dodal vsebino. Ne bom kršil pravil matematičnih, ampak bom pogledal na števila kot na simbole z vsebino, ki bodo sledila vsebini pravljice. Če bi nič ne bila tvorna, bi vedno bilo nič. In tako že tudi z tem, ko rečemo, da iz nič ni nič, kot je poudarila tudi Vesna, že predpostavimo, da nekaj je. In ta praznina je tvorna, kar dokazuje tudi vse vidno in vse izrazno, kar vidimo. No, takole. Če je bila prej ničla, pa predpostavim, da sem rekel, da se je nič razcepila, to lahko v matematiki zapišemo kot korenjenje števila nič. Uradna matematika temu ne daje tvorne moči, ampak reče, da koren z nič je nič. Jaz pa v skladu s tem, da ničla mora biti tvorna, predpostavljam, da delitev ničle pomeni nič cela ena na neskončno, kar v zapisu pomeni, da je ta praznina ničel neskončna in potem na koncu se tvori ena enka. In matematika tudi prizna, da je nič cela ena na neskončno je tudi nič. Tako da s tem pristopom samo nekako simbolno pristopom k matematiki, sam sem rekel, da simbol je čar v slovenščini, tako sem rekel, to je neka čarna matematika. Zdaj si pa ta zapis lahko predstavljamo kot prapodobo. Da je na začetku, na levi strani decimalne vejice je nekaj, kar je vidno, nekaj snovno. Decimalno vejico si lahko predstavljamo kot prag. Tudi tukaj je pra. Prag je verjetno povezan z praznikom, imamo predpražnik in tam se sčistimo. In čez prag vstopimo, črka G je v slovenščini rezervirana za gibanje in pomeni prestop iz tega, kjer si bil, v nekaj drugega, kjer je možnost doseganja izvornega. Desno od decimalne vejice pa je nesnovna raven, ki lahko rečemo praznina, polje možnosti oziroma univerzalna zavest. In na koncu tega je enost. To ni številka ena, ampak je številka, ki nosi v sebi vse možnosti, ki še niso izražene. In to je ta praduša, ko se je ničla razdelila in je ta pradušica v abstraktnem svetu nastala iz dveh praznin. V matematiki velja tudi pravilo, da če korenimo oziroma cepimo števila, ki so manjša od ena,
se vrednost poveča. Tako da, recimo, primer 0,2, koren z 0,2 je 0,4 približno in to je prirastek 120%. Tako da že s tem nekako dobi smisel ta, da je človek samo pol, spol, moški ali ženski spol, zato ker je potrebno cepljenje abstraktnega, da se sploh masa začne povečevati. In ko se to število cepi in ta enka tako potuje, če si predstavljamo to kot vžigalno vrvico, z cepitvami, z korenjenjem se ta enka hitro približuje temu pragu. No pa si poglejmo samo par zadnjih cepitev. Tukaj imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naslednja cepitev ima samo 4 decimalne vejice. 4 decimalne vejice se pretvorijo v 2 decimalne vejice in potem na koncu ostane ta cepljenje 0,1, ki pride do rezultata 0,1, ki bi mu lahko rekli samo 1/10. Ampak v tem primeru pomeni nič vidnega, enost pa na drugi strani tik preden se zgodi tako imenovani veliki pok. V slovenščini imamo počiti. Či v slovenščini je povezana z energijo, tako kot v kitajski filozofiji imamo biti čil, potem je čin, je dejanje, značilnost, zračiti, lečiti, vračiti, gre vedno za povečevanje pretoka energije. No in slovenščina pravi, da ko nekaj poči, gre či v iti, či v gibanje, ampak tudi proti vidnemu, proti očem. In ko se je ta pradušica tik preden ko se je zaletela v mejo med vidnim in nevidnim, se je razpočila. In takrat se rodijo vsa možna števila. To je rojstvo števil, rojstvo energij, rojstvo vseh izvornih elementov, ki napolnijo vso tisto praznino, ki je bila prej pred številko 1. Tako da to je nekako, bi rekli, to je pot števil k zapolnitvi praznine. Zdaj pa, ko sem prej omenil simbol kolesa, vidimo, da je število 10 tisto, ki zavzame vse možnosti. Imamo 10 različnih števil. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. In to število 10 pa uprizarja vesoljno kolo, ki je sestavljeno iz deseterosti. Ima os, ima obod in ima 8 naper oziroma kolov. In če se pomnoži, oplodi z številom 10, število 10 je pa čarobno s tem, da nikoli ne uniči reda, ampak samo red premakne za eno decimalno mesto naprej. In s tem pridemo do številke 3,1622 in tako naprej. In zdaj pa dobimo že, če to število lahko pogledamo tudi iz strukture človeka. Človek je četvorno bitje, ima telo, čustva, razum in zavest. In ta trojka spredaj je sestavljena iz tega, kar je snovno. Ena je telo, ena so čustva, eno je razum. In tako je s oploditvijo s številom 10, s to matrico, ki vsebuje vse elemente vseh možnosti, je prišlo do tega, da se je premaknila meja med snovnim in nesnovnim. Še vedno pa ostaja ta neskončna možnost, ki je napolnjena, se pravi zavest z neskončnimi možnostmi. Katerokoli število si zamislimo, to število že nekje v tem nizu obstaja. Vesoljno kolo kot simbol se v pravljici razcepi na dve polovici. Ena polovica je moška, druga je ženska, se pravi to polje. Ampak moški del v kolesu ostane nič, obod,
Ženski del pa se pretvori v število 9, ki v vesoljnem kolesu tvori os. Sama beseda kolo je pa sestavljena lahko iz črke k, ol, o. Zlog ol v slovenščini pomeni vesolje, vesolje. Samo ol zlog pomeni vesolje, ostalo je pa že opis. Črka k lahko pomeni ključ ali pa kot. Črka o v slovenščini nosi več pomenov, lahko je nič, praznina, zavest, lahko je pa tudi obot ali kroženje. In v tem primeru o lahko pomeni kroženje. Besedo kolo lahko tako preberemo, tako kot vesolje vrti se. Zdaj, zakaj sem rekel, da se je moška ničla pretvorila v os? To se vidi pri vsotenju števila 9. Vsotenje poznamo kot seštevek enic in desetic, da potem dobimo enomestno število. In število 9 je sicer enomestno, ampak že deluje kot dvomestno. In njegova vsotnost je nič. To vam pokažem v primeru, recimo to število vsotimo in dobimo na koncu rezultat 33. In potem še to seštejemo, 3 plus 3 dobimo 6. Če pa vse, kar je povezano z 9, proglasimo za nič, torej tole vzamemo kot nič, potem pa vse vsote, ki tvorijo 9, vzamemo tudi nič in dobimo, nam ostane samo 3, 3, zato ker 5 pa 4 tvorita 9, to vzamemo kot nič. 1, 1, 7 je kot 9 in 9 samo. In na koncu ostane ista števila, 3 plus 3 je 6. O tem sem na široko govoril že prejšnje leto, zato se ne bom spuščal v podrobnosti. Ampak kako se tvori lahko vesoljno kolo je tako, da ničla tvori os. Ta os se razdeli na 6 in 3. Razmerje med njima je tudi 3 proti 6 je ena polovica. Tako da potem se razdeli krog na pol in trojka tvori ta trikotnik 1, 4, 7, ki je ženski trikotnik. Ne bom se zdaj spuščal v podrobnosti, ampak liha števila so ženska, moška so parna. Torej tu prevladuje lihost in vsota je 4 plus 1 je 5, plus 7 je 12, vse skupaj je 3. Drugi šestka pa tvori drugi tročan, ki je sestavljen iz števil 2, 8 in 5, je moški trikotnik, ima 2 sodi števil in eno liho, vsota je pa 8 plus 2 je 10, plus 5 je 15, če vsotimo število 15, dobimo 6. In potem se vsa števila razdelijo tudi tako, da nasprotja tvorijo vsoto 9, vmesna pa vsoto teh dveh primarnega križa. Torej je 2 plus 3 je 5, 2 plus 6 je 8, 4 plus 6 plus 7 je 13, če vsotimo dobimo 4 in 3 plus 7 je 10, če vsotimo dobimo 1. Take zakonitosti veljajo v kolesu. Napere polnijo praznino med osjo in obodom, tako da je že sam simbol kolesa je praznik vesolja, zato ker vedno niha os z obodom, os z obodom po teh vmesnih naperah. Tako, no, to sem povedal zdaj pravcu s pomočjo števil, zdaj pa prehajam na slovenski del. Število nič je istočasno praznina in povezuje številčni del z jezikovnim delom, zato ker o je nič in nič se napiše kot o. Jaz sem uvedel pri slovenščini dočrkovno tolmačenje, zato ker se je pokazalo, da vsaka črka tudi nosi svoj pomen, oziroma vsak glas zapisan kot črka nosi svoj pomen. In nič, črka i je najbolj ostra in v slovenščini predstavlja v zlogu i energijo, č predstavlja pa čas. Zlog ča pomeni nekaj začasnega, zlog č pa se nanaša na večnost. Tako da bi nič lahko tolmačil kot nihanje energij večnih.
zanimivo pa je, da če se nič obrne, če se prebere nazaj, dobimo čin. In tako pride tudi besede učinkovitost, ki je res dolga, ampak je jasno opredelitev, kaj učinkovitost je. Učin, ko se vidi dosti, ne, v neko dejanje, ko ima učinek viden in se kar naenkrat dosti vidi. Kot sem prej predstavil že besedo počiti, nič se razpoči in nastane čin, kateri je bil tista cepitev 0,1, ko so se rodila vsa števila. Zdaj sama praznost. Zanimivo je to, da sta oblika je praznost in praznoba obstajata. Obstaja tudi polnost, ampak polnoba pa ne obstaja. Prazen, črka O v slovenščini pomeni krog, ničla. Se pravi simbol kolesa, obod. S je kot si, T je kot ti, ali oziroma stanje. Iz tega je praznost sporoča, da prazen krog si ti. Se pravi, krog brez vsi in brez tistih naper. Ampak istočasno je v besedi tudi os. In to pomeni, da je sama beseda os s tem, ko deluje kot zlog beseda ali pa kot dočrkovno tolmačen sestav, opisuje krog. Os pomeni, da je točka v sredini, dočrkovno tolmačenje pa, da obod si ti. Tako da s tem se tudi vidi, kako so naši predniki nekako modro razumevali, da so čim bolj skrčili pomene, tako da so se skrili in postali nevidni za tiste, ki tega ne vidijo. Je pa tudi prazen, ima ta besedo zen, ki je skrčena prazen, praznina, praznost, se spremeni v polglasnik, ki ga ne pišemo več. Ampak zen je tista, ki pomeni praznino brez vsebine. Ne? Recimo bazen je samo prostor, ki je odprt, ni nujno pa, da je poln. Ko je človek jezen, je brez vsebine, neka praznina se pojavi in se več ne kontrolira. Ko je človek pozen, je na tisti točki, kjer bi mogel biti, je samo njegova praznina, njegovega telesa pa še ni. Tako da je v besedi praznost pa se skriva tudi enost, če upoštevamo polglasnik. In če najbolj razdelimo besedo na pomen, pridemo pri ra z enost. To se pravi, da biti pri tem ra, ki je polje, o tem bom še malo več povedal kasneje, biti enost s tem ra, spra. In to tako, da os postane obod. In mi imamo, Slovenci, imamo besedo os v obod iti. Os se mora razširiti v obod in takrat človek postane cel. Torej, nekako človek kot sam svojo osjo v slovenščini ni zadosti. Vedno je samo pol, je spol. In naši predniki so imeli način, kako to presežiti, in sicer z zaužitjem pijače, olj, ki je vsebovala matrico vesolja. In izkušnja matrice vesolja sproži nasproten proces, kot je bilo prej razcepljanje, sproži združevanje. In človek se na abstraktni ravni združi svojo drugo polovico. Ko človek izkusi matrico vesolja, daje vedeti, da je dojel sestavo in njegovo polje se začne širiti. In s tem njegova praznina zapolni večjo praznino. In to je to, ko njegova os gre v obod. Zelo kra, sem rekel, da bi brcnil v prazno, če ga ne bi upošteval. Ra v slovenščini bom pokazal, kje nosi svoje pomene. Nasplošno bi rekel, da pomeni polje možnosti moško počelo, nič, obod, sonce, zato ker moški nosi možnosti, to slovenščina tudi jasno pove. In beseda možen pa nam pove, da je potrebna oploditev, da mož pa žen morata priti skupaj, da se sploh kaj
sploh kaj postane možno. No, in rak od polje, ne? To se neko praznina, praded, je že verjetno preminul, je že rajen, ne? Tudi rajni, verjetno je prišlo iz raje, en je, zopet se je vrnil v to polje in praznovati, da si prira znova ti. Zdaj kot sonce je človeku lahko dalo vpogled v matrico vesolja. Recimo, ko je deževalo, je on videl, da se je svetloba razlomila v 7 različnih barv, ampak bil je toliko moder, da je tudi sebe upošteval. In je dal samega sebe v ta sestav in je dobil osmerost. In ta osmica, on sam sebe je dojemal kot življenje v tem kolesu. Kot sonce je pa tudi, ko sonce vzide, napolni praznino temine z svetlobo. Tako da tudi vsako jutro napolni praznino in postane praznik. Zora. Pove, da zori ra. Maura je stara beseda za maurico. Maurica je pomanjševalnica. In beseda maura sporoča, da je maura ima to, kar je v ra, v tem primeru v soncu. Stara beseda za orientacijo je razved. Razvedeti se, ampak s pomočjo česa? S pomočjo zved in sonca. In tudi ko nas dramiti pomeni, da mi sonce me zmoti in začnem misliti. Zelo mi se nanaša na misli in predrami nas sončna svetloba. Kot občost ra pa pomeni vse, kar je, kot sem že povedal, občost, je rast, je zdravje, je zrak, je hrana, je radost. In ra kot obod pa se nam razkrije, no, pravimo tudi temu plesu kolo, ampak mi rečemo rajati. Rajanje je ples v krogu. In ta rajati se lahko tolmači v krogu sva jaz in ti, oziroma ati pomeni iti, eti, ati je vse v gibanju. In ra kot čistost, prati. Ko si ti pri ra, se ti očistiš vsega nepotrebnega, vso tisto svojo odvečnost spustiš čez izvorno polje in tako so naši predniki dojemali prati. Tudi čistiti se nanaša na pretočnost energijsko. Nobena beseda v slovenščini, ki upošteva higieno, ne govori o telesu. In ra je tudi kot črna barva, vranec, vrana, in praznina je tudi črne barve. In tudi beseda izraz vključuje zlog ra in tukaj zlog as pa se nanaša na jaz. Ali ja ali pa as. To v slovenščini se uporablja oba načina izrazanja prve osebe. In izraz se osredotoča na kroženje med univerzalnim, ki je ra, in as, jaz, ki je polje. Ki sem jaz, in med poljem univerzalnim. To pomeni, da je vse, kar mi počnemo, kroženje med univerzalnim in individualnim. Zdaj, ko pa je vsega dosti, ko imamo v izobilju vsega, kar opredeljuje ra, imamo dosti hrane, rasti, zdravja, strasti, potem je to radnostno stanje izobilja in to je radost, ko imaš dosti ra. In tudi zdravje, ne, reče, verjetno moraš imeti dosti svežega zraka, hrane, strasti, igra je tudi zra. In tako je ta dosti ra, ne, ra da os tebi, spet ta kroženje med univerzalnim ra in individualnim osjo. Vrata tudi vsebujejo zlog ra in vrata pomenijo nek prostor, ki ga odpreš, da stopiš v nekaj novega. In obstajala je tudi beseda vratiti, zdaj imamo vrniti, ne, ampak če ima človek vrata, se vrati skozi njih. Vrati iti. In to je bil način, kako
je človek dojemal vrata kot nek prehod v nekaj bolj univerzalnega. In če pogledamo pa bazen, ki je praznina, to bom tudi kasneje razložil, kot zlog, ki pomeni frekvenco, saj je v glasba, svetloba, oseba, godba, pravda, bajati. Vse je povezano z neko frekvenco v prostoru. In beseda bazen pomeni zen kot praznina brez vsebine in pa kot frekvenca v prostoru. To se pravi kot neka frekvenca brez vsebine oziroma prostor brez vsebine. In zdaj ljubezen, zdaj, ko rečemo mi ljubezen, pa pravijo ljudje, da ljubezni se ne da opisati, da jo moraš začutiti in če jo opišeš, jo pa že omejiš in odvzameš čarobnost. To pa zato, ker je beseda popačena. Ta je produkt 19. stoletja in temu jaz rečem pomenski zatič, zato ker prekine notranji pomen besede. In jaz zaznavam to besedo kot, mi rečemo ljuba, moja ljuba, kot dragi osebi. In ljubezen je bila ljubezen in ta je prišel v zato ker je izvorno bil verjetno ba. Imamo v besedi ljubazen, imamo praznost in ta samo pomeni ljubezen, ki je luč tudi, je pa luč, je ljubezen vidna. Tako da je ljubezen dojeta najbolj univerzalno, kot vsebina praznine, vsebina bazena. In tako se nekako sklene krog s tem velikim pokom, ki sem ga prej opisal v matematiki, ko se razcepi 0,1, se rodijo vsa števila in se napolni tista praznina z vsebino. Je tudi tu ljubezen tista frekvenca, ki polni praznino. In ljubezen je pa tudi tista, ki sestavlja, je sila, ki dopolnjujoče polovice zopet združuje. Tako da ženski spol pa moški spol, ko se dve polovici data skupaj, pride do polnosti. Ta L se je verjetno tudi izgubil s časom. Jaz se spomnim moje babice, ki je bila Mariborčanka, je vedno poudarjala ta polnost. Ampak te besede v slovarjih ni več. Tako da, ko se združijo polovice, pridemo do neke celosti. In beseda celost spet govori o cel si ti. Spet si zapolnil nek krog. In zdaj še je ta pomemben zlog, ki je v besedi praznoba. Je v ljuba, praznoba, svetloba, glasba, oseba, bajati, zvestoba. Zvestoba je možna takrat, ko imata oba vest. In ta oba nam tudi kaže kot celota, ba kot frekvenca. In slovenščina nam pove, da šele združitev dveh polovic omogoča dostop do vseh frekvenc, ki obstajajo in kroženje z njima. Tako da beseda ba v slovenščini pomeni frekvenco in prostor, zato ker sta frekvenca in prostor sta si dopolnjujoči polovici. Vsaka frekvenca rabi svoj prostor, da se po njem širi. Kot je rekla tudi Vesna v svojem predavanju, da je potrebna sprememba, tudi v besedi sprememba je zlog ba in ta drugi, sprememba, to je pogost pojav, ko se je prelevil zaradi lažje izgovorjave v Imamo začiniti, začimba. Imamo pesem, imamo pesnik. Ta se menjava, tako da slovenščina je jezik, ki dostikrat že sam za svojo mislijo, ki je tvorila besedo, ponuja rešitev. Zdaj si misli, kako naj se jaz spremenim. Ja, beseda sprememba že samo pove, spremenba, spremeni dostop do frekvenc. In potem ta ba, pa potem se pogleda, kje je sploh prisoten ba, kaj je možno spremeniti. In vidimo, da
ko enkrat, da oseba ima tudi v sebi ba, torej je os, ki ima neko frekvenco. In te spremembe se potem vidijo, se drugače bajati pomeni govoriti, napovedovati, čarati. Drugače začne potem človek spraševati, barati pomeni pobarati, spraševati. In tudi baviti. Ko se z nečim bavi, se ukvarjaš. V njega daješ svojo frekvenco in to oblikuješ v prostoru. Iti. Tvoja frekvenca v prostor ven gre, oziroma ti greš v ta prostor. In ta sprememba je potem možna. Ne? Če ti spremeniš frekvenco, če spremeniš dojemanje praznobe, svetlobe, če to nekako začneš dojemati drugo osebo kot tvojo polovico, kot dopolnjujočo, potem se začnejo spreminjati načini delovanja. Praznoba je pa tudi prostor. In v prostoru je beseda prost, ki že tudi sama govori si ti, ne? Pri krogu, pri ničli. Prost si takrat, ko je spet krog zapolnjen. In to mi je povedal pa Peter Amaljeti, da je vor, da naj bi bila stara beseda za red. Ta zlog živi v order, v angleščini ordnung v nemščini, in tudi pri nas je kot zlog, ki pomeni red. In prostor je svoboden red. In že vor je sestavljena iz črka v slovenščini ima dvosmerni promet. To jaz kot Prekmurec lahko povem, zato ker v prekmurščini, če rečeš idem greš ven. Če pa idem v kučo, greš pa noter. Tako da v slovenščini ima samo notranjost, greš v nekaj noter. Navzven pa nima. Tako da je ta prost, kot sem že prej rekel, je si ti stanje, ko si ti pri obodu. In spet smo v tem v obod iti. Tudi v vprašanju, ko rečemo mi vprašati, naši predniki so verjetno za vprašanja so se odpirali, obračali v polje. To še v staroverci so imeli, da so spraševali, so dali roke ob drevo in so postavili vprašanje. Če so slišali, če so čutili vibracije, je to bil ja ali pa ne, odvisno kako so opredelili odgovor. Tako da so se naslavljali so izvornost, so šli vanjo, to so bili tudi vrači, ki so šli v ra in od tam či nosili in zdravili s tem. In potem so prišli do odgovora, od go v or. Se pravi, samo zlog go v slovenščini se nanaša na govoriti in ven iz reda. To se pravi, da je odgovor vedno se naslanjal na nek univerzalni red in s tem so tudi odgovor je izražal univerzalni red vesolja. Zdaj pa polnost, besede polnoba ni, ampak bi bila najbolj zgovorna, zato ker polnost tvorita oba. Poln kot celoto frekvenc. In v tem je pa tudi os, se pravi polnost in praznost si delita besedo os. In to je pa bistvo človeka, navidezna premica, ki teče od nadglavja do podzemlja. In to sem že v bistvu vse povedal. No, stara beseda, ki jo danes imam za srbo-hrvaško, je bila osoba. Danes imamo oseba. Oseba ne govori nič o dvojini, ampak osoba pa še vsebuje v svoji sestavi besedo oba, ki sta točno določena dva, ki združujeta osebo v celost. Polnost, kot sem že prej pomenil, ima pa tudi ol.
Ol je pa zlog, ki pomeni vesolje. In je tako vključen v kolo in iz tega izhaja tudi, danes rečemo koledar, ampak je v starih slovarjih je napisano, da je kolodar. Dar je pa darilo človeka. Z svojim vrtenjem daje dar človeku. In ta ol, to je pa tudi v slovenščini zanimivo, da obratnice dajejo obraten pomen. Če predvidevam, da zlog ol pomeni vesolje, nekaj, kar povezuje in združuje, njegova obratnica lo kaže na ločenost. In tu imamo mi telo. Telo nas ločuje. In tudi zlogi ol in lo se da opisati kolo. Imaš lo kot telo, ki je os, in ol nekaj okroglega, nekaj širšega, ki povezuje in niha s tabo. In ta, ko je bilo v koledarju, ta dar, ima pa v sebi zlog ar, ki je pa obratnica zloga ra. Ra je, kot sem rekel, neko polje, nekaj univerzalnega, njegova obratnica, podobno kot ol in lo, pa kaže na človeka, ki nekaj dela. Nekot je sodar, je človek, ar, ki dela nekaj, ki dela sode. Klepar je človek, ki kleplje. Knjižničar je človek, ki dela s knjigami. In tako je lahko kolodar, je kolo, ki da človeku. Če še se to bolj podrobno, če se kolo kot kolo razčleni, pomeni k kot ol vesolja, vrti se in to daje človeku. In kolo se vedno enkrat na leto zavrti in tako je tudi sorodstvo v prvem, drugem kolenu, ni to koleno kot organ, ampak je kolo eno. Ko se enkrat obrne kolo, v enem krogu kolesa je ena generacija, v drugem krogu kolesa je druga generacija. In zlog ol je pa tudi jedro besede pol. Črka P pa spet v slovenščini pomeni padec, polovičnost. In že z besede pol, da nisi ti samo pol kot moški in pol kot ženska, ampak je šlo za padec vesolja, P-ol. In tu pa lahko ponazorim tisto, kako se je tudi ta številke, ta enka, ko se je cepila in cepila, so nastajale te dopolnjujoče polovice. In s tem, ko se so cepile, je nastajala teža in tudi, ko se celica oplojena začne cepiti, nastaja masa in se teža dela in to vleče dol. Tako da je pol je kot padec vesolja, ki ga je treba spet ponovno združiti, da človek ne bo samo pol, ampak bo pol-polen, da bo združil svojo polovico z drugo polovico. In polnost je tudi, polovici vesoljni tvorita stanje enosti. Ta polglasnik, polnost, se nikoli ne zapiše, ampak tvori pa enost. In enost izraža stanje zlitosti z obodom. Tudi stanje, mislim, beseda enost je v slovenščini zelo pogosta, je udejanjenost, uresničenost, uživljenost, učlovečenost. Vse je povezano z enostjo, vse je s tem nastajanjem, zapolnjevanjem praznine vsebino in s tem, da moraš priti do celote kroga. Je pa še ena možnost, mi rečemo poln. Kot da bi šlo pol ven. Človek mora presežiti, iti ven iz svoje polovičnosti. Takole, to je pa najbolj pomembna beseda, po moje, ki združuje slovenščino z simbolom kolesa, kjer je jasno, da os mora v obod iti. Zanimivo je pa tudi to, da obod tudi opisuje, kako se krog naredi. Ti ob nečem, od nečesa hodiš tako dolgo, da skleneš krog. In to je pa simbol modreca, ki je v slavi Vojvodine Krajinske, Balvazorja, in opisuje našega prednika in to, da v eni roki drži vesolje kot simbol kolesa, v drugi pa zelišča,
ki tudi zrcalijo strukturo kolesa. In to iz teh zelišč se je pripravljala pijača olj, ki se je pila verjetno na oltarju, in tam je ar kot človek, je oltar, ti ar postaneš, vesolje človek postaneš. In temu se je reklo krodo, ki krodu daje celost. In stoji pa na ribi, riba je pa simbol vibracije, frekvence. Tako to je vse, nekako sem poskušal pravljico povedati na dva načina. Slovenščina jo nekako najbolj kompleksno zaobjame, številke jo povedo zelo jasno, pravljica pa iz besed pa iz tega izhaja. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost in verjetno vabim na pavzo. Hvala.